varno vedenje loterijskih iger v Sloveniji, ob tem pa za stabilno financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Zelo smo veseli in ponosni, da smo tudi del vaše zgodbe in tudi zaradi vas ljudje na tem naslovu, ki vsi to dobro vejo, raje pridejo v službo in delajo še boljše. Dobrodošli pri nas, želim vam dobro delo na današnji tiskovni konferenci v imenu uprave celotnega kolektiva, pa vam želim srečno na pripravah v toplih krajih, za avgust bomo pa še posebej povedali. Zahvala upravi Loterije Slovenije, mi smo zelo ponosni, da tako podjetje je našlo v bistvu nekako predstavitev tudi skozi šport invalidov in mi smo prepričani, da bomo v vseh najboljših močeh poskušali to nekako nadgraditi in zaupanje še poglobiti v nadaljevanju. Zahvaljujem se vam seveda za to pogostitev in za prihod take množične ekipe medijev. Mi potrebujemo to vašo podporo in smo to za vašo podporo neizmerno hvaležni. Mi v bistvu v zadnjem obdobju poskušamo vse bolj razvijati ta šport invalidov, ne samo na tej vrhunski stopnji, o kateri bomo govorili danes, ampak predvsem tudi na področju športa za vse. Poznate naš program Postani športnik, kjer poskušamo na lokalnem območju vključevati mlade invalide in jih spraviti v nek zdrav način življenja, v gibanje, ker se mi zdi, da je to v bistvu ne samo dobro in zdravo, ampak tudi v bistvu zelo potrebno za to socializacijo mladih invalidov v družbo. Danes smo se zbrali v ta namen, da v bistvu prvič predstavimo in tudi kolegi naši športniki bodo povedali, kako oni to doživljajo in kako se ob tem nekako počutijo in kaj mi to pomeni. Prvič bomo organizirali nekako zimske priprave v toplih krajih, predvsem za robne športe, tako da obstaja 16-članska ekipa, kjer se bo pripravljala v okolju, v športnem okolju, kjer so prilagojeni, se pravi, tako objekti v ta namen, kot vsa infrastruktura športna, se pravi, bojo imeli v bližnjem okolju maksimalno dobre pogoje, da bojo svoj trenažni proces opravili kar se da kvalitetno. Verjetno ste vsi seznanjeni, da je za nas v bistvu drugo leto v drugi polovici, se pravi nekako v koncu avgusta, za nas največji športni dogodek, kot so Paralimpijske igre. V tem trenutku so naši športniki borijo, se pravi, za te kvote, imamo nekje od 6 do 8 resnih kandidatov, ki so nekako prišli v prvo fazo, veliko pridobivanje norm in kvot. Seveda nas čaka v tem začetnem letu 2020 tudi še nekaj izzivov, predvsem srečo odbojka odhaja v Kanado na kvalifikacije. Mi bomo seveda to podprli in se bojo naše ženske ekipe srečo odbojke tega kvalifikacijskega turnirja tudi udeležile. Ale ima nekaj izzivov še v drugem letu in letos, tako da v bistvu en proces veliko trdega in napornega pridobivanja tako želenih teh stopnic nas še čaka. Mi bomo seveda maksimalno to spremljali in se potrudili, da bomo lahko in se postavili maksimalno dobre pogoje. Eden od teh je v bistvu ta odhod 14-dnevni na tople kraje in jaz sem prepričan, da bodo športniki prišli nazaj še boljši, zadovoljnejši, predvsem pa z nekim novim optimizmom in zmožnostjo, da bo drugo leto v bistvu lahko nekako začeli aktivno in pripravljeni na ta res naporen športni dogodek, ki se jim reče Paralimpijske igre. Hvala lepa. Hvala tudi Loteriji Slovenije za uvodni pozdrav, predsednici uprave Romani Drnovšek in članu uprave Petra Praskotnikov. Hvala za tako udeležbo, hvala za prisotnost. Veseli smo, da se odhaja na Kanarske otoke. Z nami v naši družbi Grega Nakina in Grega Lovinar, ki sta se strani zveze poskrbela za logično izvedbo priprav. Z nami pa še Darko Đurić in Alen Rakovica, pa mogoče uvodno besedo Darko. Paralimpijske igre, priprave. Ja,
formo že imam izpolnjeno. Tretje paraolimpijske igre, je pa to seveda tudi prvič, da je zveza organizirala take priprave. Glede na to, da sem na tem nivoju zaenkrat še sam kot spravalec, sem zelo vesel, da se lahko udeležim skupnih priprav. Z Alenom se že dolgo poznava, še iz časa iz Londona 2012, tako da figurujem, da bomo na tih pripravah imeli zelo fajn, poleg tega kvalitetnih treningov. Grega Rastigar je pa tudi zagotovo, da bo pogoju optimalno. Hvala. Alen, lovite normo borba kraja leto 2020 bo na polo tudi zelo. Ja, res je. Lepo zelo sem skupaj. V mojem imenu. Ja, zdaj, kar se tiče moje norme, dejansko konec junija 2020 bom vedel, oziroma bodo vsi 3 paratriatlonci bomo šele takrat vedeli, katerih prvih 9 bo šlo na paraolimpijske igre. Dejansko pri nas tako, da zbiramo točke vse do takrat, da bo mogoče lažje za razumeti. Jaz sem bil od samega vrha, pa tudi do 13. mesta. Skratka, ko se bo črta potegnila konec junija, takrat bojo pogledali svetovno lestvico in prvih 9 svetovne lestvice bo šlo na paraolimpijske igre. To je zelo enostavno povedano. Kar se tiče teh priprav, to je perfektno, se mi zdi odlična zadeva. Niso ravno topli kraj, mnogo toplejši kot tukaj. Gremo v večno pomlad, kar so Kanarski otoki, kar pa je idealno za treninge. Namreč topli kraji, tisti prevroči kraji niso v redu za trenirati, ker prevelika vlaga, prevelika vročina, enostavno telo ne zmore takih naporov in je v bistvu trening nekako bolj zaman. Tako pa se mi zdi, da so Kanarske otoki res neka optimalna rešitev za vse tekmovalce. Hvala. Vprašanje za predsednik, kako je padla odločitev teh pripravah? Kako je ta projekt? Kako zakaj? Ja, predvsem smo skrbeli v bistvu dovolj sredstev lastnih, nekaj tukaj je podprl tudi Ministrstvo za državne znanosti in šport. Predvsem pa smo v bistvu s partnerji našli veliko sodelovanj, možnosti, napredka in eden od teh, bi rekel, korakov v smer neinvalidov, mogoče tudi, ker so v bistvu že te tradicionalne nekako pripave, smo se odločili tudi mi, glede na to, da je tudi kvaliteta parašporta vse višje, vse bolj zahtevno, vse kvalitetneje, vse daljše, vse višje, tako da smo ugotavljali, da naši športniki v tem zimskem času nekako nimajo dovolj možnosti se pripraviti za kvalitetno tekmovalno sezono in da nekako zgubljamo v tem začetni fazi z rezultati. Vemo pa, da je v bistvu zadeva kvalitetna in dobro organizirana tudi pri naši konkurenci. Imajo večinoma tudi daljšo tradicijo, dlje in drugače so organizirani. Mi nekako stopamo v poti integracije znotraj nacionalnih panožnih športnih zvez. Ta ciklus se nekako šele začenja. Imamo zelo dobre odzive, tako da bomo tudi tam sodelovali, se pravi, z nacionalnimi panožnimi zvezami neinvalidov in športa invalidov, bojo se v nadaljevanju tudi močneje prepletale, tako da tukaj vidimo predvsem podporo v strokovnem delu, v opremi, v možnosti najema in uporabe športnih objektov. To so v bistvu tisti segmenti, ki bi se mi tudi radi z nacionalnimi panožnimi zvezami bolj povezali. Dejstvo pa je, da se nekako v Sloveniji prišlo do spoznanja, da se šport več ne deli na velike, drugačne in stopane v tej fazi na šport invalidov, tako da smo mi nekako enakopravno vstopamo v ta segment športa za vse. Tako da je to v bistvu tudi eno priznanje družbi kot taki v Sloveniji. Hvala. Grega Naštega, verjetno imate malo točko razpored,
trendom in organizirati take priprave, ki so nujno potrebne. Res je, odhajamo iz mrzlega okolja, za aerobni šport je to nujno potreben in se mi zdi, da lahko naredimo velik donos športnikov. Kaj jih čaka? Čaka jih nedvomno trdo delo, pogoji to omogočajo, strokovni kader, ki bo zraven je odličen, ne izpostavim par je Roman Kežar, Enis Matirovič, jaz kot trener Alena Kobilice, Jana Čander ima selektor para plavanja, Timija zelo perspektivnega športnika, mladega, tako da mislim, da se bomo lahko lepo povezali znotraj trenerskega kadra, kot tudi športniki med sabo. Želim veliko dobrega dela in pa malo poškodb. Kako bo samo izbiro prizorišča, kaj čaka športnik, kako so urejena prizorišča, stadion? Mi z Alenom in njegovo ekipo smo že bili na pripravah v teh krajih, tako da kar se tiče okolja, poznamo odlično. Konkretno na tem otoku, gremo namreč na Lanzarote, smo predhodno smučjo tja, preveril dostopnost, namreč so določene specifike pri športnih invalidih. Preverili smo objekte, zelo zadovoljen, pričakujem, da bo potekalo vse brez problema. Odprava jutri opoldne zjutraj odhaja na Kanarske otoke. Kasneje se pridružita še Jana Čander, kot selektorica paraplavanja in Inžiner Štenšek, zelo darjen paraplavalec, tudi naslov športnika. Zlat na evropskih paraigrah mladih na Finskem. 93 stotink pomanjka do paralimpijske noge. V tem prvem kosu pa odhajajo na priprave Darko Budič, Alen Kobilica, Sandi Novak, pa Juri Korentan, Aleš Dragar, ki sta kolesarski dvojec. Plus pridružil se bo celotne prave tudi Tadej Enci. Danes smo nekaj paralimpijski zgodbi, ampak je na zadnjem atlet, ki ga čaka prihodnje leto svetovno prvenstvo. Od moje strani, na voljo so nekaj vprašanja in seveda pol dva individualna. Mogoče vprašanje o tem, kako ste sestavili šole ekipo za prvi takšen projekt Darko Palenc, očitno najbolj sestavljeno oziroma nosilca, kaj pa ostale te mladi talenti, verjetno ste tudi zato smerne za razvoj bodočih. Odločili smo se na podlagi, to so priprave v osnovi kandidatov za paralimpijske igre v Tokiu 2020. Izbirali smo aerobne športe, namreč vemo, da so strelci že dosegli normo za paralimpijske igre, pa vendar je odhod v take kraje smiselen in primeren, kot sem že omenil, za aerobni šport. Tako da smo izhajali iz liste kandidatov in pa katera panoga športna je. Seveda se nam je pa zdaj smiselno povabiti zraven tudi mlade perspektivne, tako da dobijo stik z vrhunskim športom, z tem, kakšno je delo in da, kot sem že prej povedal, da se lahko povezujemo in znotraj športnikov in trenerskega kadra. Ti vprašal, koliko jih že ima normo. Darko je omenil, da že ima strelci, imajo Alen že sam povedal, kaj ga čaka v prihodnjem letu, tako ostali? Še enega članstva, tako atletika, smo še ostali, se pravi, dve strelstvo, Darko, kolesari imajo normo. To so oba omenjena. V bistvu Juri Dragar pa Aleš. Ja, so sliki kolesar in nadaljevalcem kolesar. V bistvu pri parakolesarstvu je v bistvu ena kvota.
bojo to, mi imamo tudi v bistvu pravilnik, se pravi kriterije za spotne paraolimpijske igre, skozi znotraj teh kriterijev, pač nekdo. Mi bi si pa predvsem želeli, da je ime in priimek je lažje v bistvu nekako, tudi za nas pa se odločiti, da tudi ne gremo do tega strika. Tisto bo zmagovalni Bomo šli v fazi neke srečke, mogoče še en podatek, ki mogoče bo tudi v nadaljevanju zanimiv za nas, za medije. Mi v decembru spreminjamo nekako svoje ime. Mi smo v bistvu v preteklosti ali pa še danes smo poimenovani kot Zveza za šport in invalidov Slovenije Paraolimpijski komite. Nekako smo v fazi registracije novega imena. Zahteva je bila naša krovna organizacija IPC, se pravi International Paralympic Committee, zahteva, da se v tem delu, kjer je beseda pridevnik paraolimpijski, menja v paralimpijski. Se pravi, prihodnosti bomo Zveza za šport in invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite. To nekako pričakujemo v drugi polovici decembra, da to na pravni enoti poregistriramo in nekako to predstavimo skozi, tako da bo to v bistvu tudi nekaj novega za nas in predvsem tudi za vas, bo pa neko prehodno obdobje, kjer bomo se lovili, motili s tem ojem. Načeloma je to bila čisto krovna zahteva, nekako obrazložitev je v tej smeri, da se nekako ločimo bolj prepoznavnost olimpijskih športov, po drugi strani pa mi se razumljivo, da smo čisto odkriti, ker nekako ta relacija vključevanja je globalno se dalje bolj močnejša in mislim, da je to v pravi smeri, tako da ne vemo, mi bomo pravno formalno to naredili, da bo tudi ta sprememba nekako v drugi polovici decembra, da bomo potem lažje komunicirali skozi proces paraolimpijskih iger poenoteno. To bo šele zdaj prihodnji mesec. Tako, ja. Mi pa uporabljamo že 3 mesece. Vem, ja, ampak v bistvu mi smo tudi, mi smo imeli eno težavo, da se v tem času menjala zakonodaja in ni več dovoljeno za društva in zveze imeti samo kratice. Mi smo bili zdaj izvršeni za pomišljaj pok, ne. Je pa potrebno, se pravi zveza, v krajši obliki govorim to. Zdaj pa mora tista zveza ali društvo, spomnim, prav celo besedo, ne more biti samo kratice, se pravi, mora biti društvo, pa vsem kaj ozadje, pa zveza, pa vsem kaj ozadje. In tukaj so nam v bistvu na pravni enoti zavrnili, smo popravili to, zdaj v bistvu čez nek proces, se pravi naše izredne skupščine in tako naprej, ki želimo to čim prej spraviti neke okvire, da ne bo prišlo še do večje zmede, kot se je sam naredil. Mogoče se mi to debato za to misli, ampak prvi začeli, vem, da pa nas Verkan je to letos dokaj aktivna in jaz mislim, da bojo želeli z vami priti do dna temu, ker to, da se vi preimenujete, je legitimno in prav, ampak da se proces spremeni obče ime olimpijske, paraolimpijske igre. Pa mislim, da ni nekih argumentov v strani jezikoslovcev, tako da mogoče upam, da se boste odzvali, če vas povabijo, da se skupaj razmenite, kaj mi uporabljate. Ja, mi smo se načeloma odzvali takoj, mislim, je ta posvetovanje pa obrazložitev potekala že za 2 meseca. Nekako so zdaj, v bistvu smo prišli v fazi, da smo tudi sama navedla, da bomo pač bojo to sprejeli. Je pa, to pa mi jasno povedati, kot je tudi nam znano, da bo to nek prehod in da bo v bistvu potrebno nekaj časa, da bo pa pač padlo to v zavest nam vsem. Zato smo tudi še nekaj časa smišno motili. Koliko poleg teh, ki že imajo norme, pa realno še lahko po vaše doseže to normo, ta paraolimpijske igre? Predvsem si mi želimo in nekako veliko teoretično realno možnost imajo, se pravi, ženske sedeče v Poljsko. Oni odhajajo v Kanado v drugi polovici februarja. Dejstvo pa je, pri teh kvalifikacijah je tako, da v bistvu zmagovalec odhaja verjetno na paraolimpijske
še ena informacija. Mi v letu 2020 imamo prvič v Sloveniji tudi kvalifikacijski turnir za paraolimpijske igre, in to v namiznem tenisu od 7. do 12.5. Se pravi, se bo prvič v zgodovini Slovenije, se bo tudi sprejme, nekako delilo vstopnice za Tokio. Se pravi, v Sloveniji bomo, prav si bojo nekako priigrali 22 športnikov, se pravi, te vozovnice za Tokio. V namiznem tenisu verjetno poznate, da smo nekako velesila v namiznem tenisu za parašportnike in tokrat smo od kandidaturo dobili tudi ta kvalifikacijski turnir, ki bo v maju. Takoj 12. ko se konča, začnemo s 17. rednim tekmovanjem, se pravi Laško Open. Tako da bo nas bo kar nekaj časa spremljal ta namizni tenis v Laškem. Čez 3 tedne kasneje smo že prvič organizatorji Evropskega prvenstva v parašutingu. Tako da v juniju gostimo Evropsko prvenstvo v parašutingu, se pravi za športnike invalide, strinjanje, tako da nek nov izziv. Želimo se to nekako početi tradicionalno, seveda nekako vstopamo v ta segment z Evropskim prvenstvom. Mesec dni, dober mesec dni, 2 meseca kasneje nas pa že čaka, da je paraolimpijske igre, tako da Slovenija bo polna športna. To sem mislil vprašati, a na teh pripravah boste sami ali bojo tudi iz drugih držav, kakšni bodo imeli fante primerjave? Konkretno v tem rezortu, kjer smo mi, sodeč po sport manager, ki vodi to moče, bo španska reprezentanca v plavanju, v tem istem bazenu, in pa mislim, da nemški triatlon ravno v tistem obdobju. Drugače pa to, ta rezort nekako zaseden od decembra pa do marca, kjer je to pač obdobje, kjer je